Razstava Obiščite razstavo v Jakopičevem paviljonu je dejansko razstava o razstavah. Natančneje govori o razstavah, ki so se zgodile v Jakopičevem paviljonu med leti 1919 in 1945. Razstava je del širšega raziskovalnega projekta, ki je bil zasnovan dobra 4 leta nazaj na oddelku za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Prostor Male galerije Banke Slovenije je odet v fototapete, ki predstavljajo prostor Jakopičevega paviljona, kakršen je izgledal na razstavi slovenskih in hrvaških mlajših umetnikov, ki je bila tam prirejena leta 1923. Projekt je nastal na tedanjem študijskem seminarju Profesor Beti Žerovc. Začeli smo ga takrat še študenti in študentke in je bil namenjen raziskovanju posameznih razstav, ki so se zgodile med temi leti. Torej, produkt našega raziskovanja je spletna publikacija, ki je izšla v založbi Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo. Publikacija obsega več kot 700 strani, besedil, arhivskega gradiva, slikovnega gradiva in drugega materiala, ki zelo natančno obravnavajo to obdobje in seveda razstavišče Jakopičevega paviljona, ki danes ne obstaja več. Jakopičev paviljon je bil namreč porušen leta 1962 s premikom trase železniške proge. Projekt je nekako prerasel svoje začetke in se nadaljeval skozi vsa 4 leta. Na koncu smo ga oblikovale študentke Hana Čeferin, Neža Lukančič, Lara Mejač, Ira Krečič in Ana Obid pod mentorstvom profesor dr. Beti Žerovc in dr. Mihe Valanta, ki sta tudi urednika publikacije, ki je iz tega projekta nastala. Ob enem pa je prostor Jakopičevega paviljona predstavljen tudi skozi simulacijo virtualne resničnosti, ki jo obiskovalci lahko raziskujejo z priloženimi očali na sami razstavi. Tam pa raziskujemo paviljon v resnici skozi simulacijo razstave ženskih umetnic Male Antante, ki je bila tam prirejena leta 1938. Z obema tema ponazoritvama prostora Jakopičevega paviljona smo v resnici želele poustvariti ta prostor, kakršen je bil v letih, ki jih obravnava tudi sama publikacija. Želeli smo povabiti obiskovalce, da nekako vstopijo v dejanski prostor, kjer pa jih seveda vabimo tudi k obravnavi publikacije, ki je predstavljena tudi na sami razstavi, in k refleksiji o vseh raznolikih razstavah, ki so se v paviljonu tedaj dogajale.